Dobrodošli spet v oddaji. Ta teden to je rubrika Vis-a-vis, z menoj pa nocoj, kljub svojim rosnim letom, legendarna July Jones. Dobrodošla. Hvala. Si fanica naše oddaje, si komaj čakala, da prideš k nam? Največja, ja. Verjetno me prvič vidiš, ampak nič ne de. Najprej čestitke za Emo. Hvala. Tvoja skladba je bila izjemna, moj favorit. Wow, hvala. Všeč mi je takšen stil glasbe, čeprav zgleda, da poslušam samo jazz iz 20 let, ampak ga ne, ti si bila izjemna. Wow, hvala. V kakšnem spominu nosiš ta večer, glede na to, da ti je zmanjkal milimeter, manj kot milimeter do zmage? Ja. V bistvu nasploh pač sem hvaležna za to, da sem bila na Emi in bila je res amazing izkušnja. Imela sem ful dobro ekipo in tudi smo vsi delali trdo, tako da sem, ja, imela sem ful lepo izkušnjo in srečo, da je šlo vse gladko čez. Okay. Ja, bila sem druga, kar je malo nehvaležno mesto. Ja. Pač želela sem si zmage, ampak mislim, da je še čas, tako da. Koliko ljudi poleg tebe še stoji za tako skladbo? Ker mi vidimo vedno končni izdelek, ti si ti kot artistka, plesalci in tako. Koliko ljudi stoji vsega skupaj? Za skladbo in nastopom? Za skladbo in nastopom. Okrog 30, 40. Wow. Ja. Toliko ljudi ni na naši oddaji nikoli delali v zgodovini. Kaj še rezervot? Ja, ampak je za skladbo, za vizualno produkcijo, za nastop, kamere. Ja. Kdaj bo spot? Jaz mislim, da je to vprašanje, ki se vsi sprašujemo zdaj. V bistvu jutri grem v Grčijo in bomo snemali v Atenah. V Grčijo, v Atenah? Ja. Okay. Zelo fitting, kar se tiče tematike. Ja, v bistvu želela sem si snemati v nekem evropskem mestu in imeti nek evropski feeling v videospotu, tako da smo se na koncu odločili za Atene, tako da ja, vsi letimo jutri. New Religion. Nastopa Zeus? Yes. Ne vem, tam živijo baje na Olimpu. Oba skupaj. Ja. Se pravi, čaka nas spot v kolkem času? Približno 2 tedna. Približno 2 tedna. Pa še verzija z orkestrom? Ja, sem to prav slišal? na koncu meseca. Akustična oziroma Ja. klasična? Klasična, ja. Klasicistična. Okay. Klasicistična. Ja. Okay. July Jones, ozadje imena, to je zelo udarno ime. Kako si prišla do tega imena? Si se ga spomnila? Torej res, marsikdo si včasih, oziroma jaz, kolikor opazim, si nadane kakšno umetniško ime in je tako mal cringe zveni včasih, kdo, ne vem, se pomenuje, ne vem, Bršljan. Ja. Tvoje ime je pa res tisto udarno, ki ga ne pozabiš. Kako si prišla do tega imena? Hvala. V bistvu bili smo v Londonu, ko sem bila stara 16, 17 in v bistvu moje ime je Julija in ker sta 2 J-ja, to res ni šlo čez, ker so vsi rekli Julija. Julija. Ja, to mi ni bilo najbolj všeč. Pa smo potem probali razmisliti, kam bi lahko šlo to ime. Julija tudi ni lih najbolj umetniško ime. Potem pa jaz sem rojena v juliju, tako da smo v bistvu to nekako probali July. Okay. Jones pa smo v bistvu probali različne priimke dodati in July Jones nam je bilo najbolj všeč. Takrat, če ni bilo ChatGPT-ja. Ja, ni bilo še. Hvala za vprašanje. Tukaj je nekaj predlogov. July, September. Rojena si v Ljubljani, živiš med Londonom in Los Angelesom. Zelo zgodaj si šla iz te naše mlake, iz te naše dežele sanj, kot jo rad poimenujem. Kdaj si, bi rekel, sklenila sama pri sebi, da pa je mesto zate v svetu in ne tu v teh, bi rekel, malo klaustrofobičnih okoljih? V bistvu, jaz sem si od vedno želela biti v gospel zboru. V gospel zboru? Ja, to so bile moje sanje. Jaz sem bila ful zainteresirana v soul, Etta James, Nina Simone. Taka glasba me je takrat ful zanimala, ko sem bila v gimnaziji in v bistvu sem našla en program, ki si lahko šel v gimnazijo v Ameriko. Tako da sem potem takrat šla in sem imela srečo, da so me sprejeli. Izmenjava, tipična? Kot izmenjava, ampak malo bolj fokusirana na glasbo. Okay. Ja, tako da sem šla potem takrat tja in od tam naprej sem v bistvu mislila, da bom ostala v Ameriki, potem pa
po vseh teh vizah se mi je zdelo, da je najlažje iti mogoče v London prvo, potem pa nazaj. Ampak v bistvu v Londonu sem potem ostala 5 let, zdaj pa sem med Londonom in Los Angelesom. Pri kolikih letih je bilo to? V gimnaziji? V gimnaziji in Londonu, to prvič. Mislim, da okrog 15-16. 15, se pravi, takrat je bil London še del Evropske unije, je bilo veliko lažje kot zdaj. Ja, jaz sem imela tudi takrat srečo, ker ko je Brexit se zgodil, sem v bistvu bila 5 let v Londonu in sem dobila obe državljanstvi. Okay. To sem imela pa srečo. Sem imela srečo, ja. Kaj pa preferiraš? Se pravi, zdaj živiš med Los Angelesom pa Londonom. London ali Los Angeles? Ker sta le drugačni mesti. Ja, London je bolj moj dom, ker sem tam v bistvu celo odraslo življenje. Los Angeles pa je boljši za glasbo. Več možnosti? Več možnosti, ja. Več založb? Več založb, Sta pa mesti zelo povezani. Tako glasbeno kot... Ja, glasbeno sploh, ja. Tam si začela kaj? Na ulici si tudi nastopala? Ja, v Londonu. Ja. Kakšni so bili odzivi? Ja, prve 2 leti sem nastopala na ulici v Londonu. Imenuje se busking. Okay. Tako da smo prvo začeli s tem. Jaz sem mislila, da ko bom šla v London, da bom kar postala star. Okay. Da mi bo šlo v prvem letu in je to. Ampak ja, na začetku smo v bistvu nastopili na ulici in bilo težko. Zelo težko. Težko? Ja. Potem pa sem v bistvu se osredotočila na pisanje pesmi za druge in iz tega mi je potem se nekako naprej kariera razvila. In, ja. Kaj je bil pa preboj zate? Ker to v tujini, roko na srce, niso enostavne stvari. Ja. Ogromno jih je, tako kot ti praviš. Ja. Jaz grem pa v Hollywood, on gre pa v Hollywood. Ja, ja. Kje pa je on? Zdaj je pa v Hollywoodu. Kaj pa dela? Kelnari, ampak je v Hollywoodu. Ja, ja. Kaj je bil preboj zate? Preboj zame je bila ena pesem More Than a Friend za pevko, ki se imenuje Girly, Okay. ker je bila takrat dosta, mislim, še zdaj je dosta slavna v Veliki Britaniji, tako da to je bila tista prva pesem, ki je potem imela 80 milijonov predvajanja. In pol iz tam naprej sem pač dobila BTS in iz BTS-a sem je vse odprla. Korejska skupina? Korejska skupina, ja. Okay. Takrat si čisto prešaltala na ustvarjanje, ne na pol ustvarjanje oziroma na izvajanje. Ja, v bistvu takrat nekako sem tudi mislila, da kot pevka mogoče mi ne bo uspel, ker ne vem, zdaj se mi je težje, veliko več moraš biti v javnosti, kar meni je bilo mogoče, ne vem, ni se mi zdelo nekaj, kar bi lahko skozi delala, ker je veliko dobiš hate komentarjev in moraš biti ful samozavesten, da si v javnosti. Jaz pa v bistvu nekako moraš to samozavest dobiti, pa se pripraviti na to. Meni se je pa zdaj lažje, da talent imam v pisanju in ko sem v bistvu to odkrila, se mi je zdelo, da ok. Se te dotaknejo teh hate komentarji? Vedno se te bo malo, odvisno je kakšni so, ampak vedno manj. Jaz imam eno metodo, kako gledati na hate komentarje. Vprašaj se, če bi živela recimo 50 ali pa 60, 70 let nazaj, a bi šla v zakotne ulice brati grafite? Ne, verjetno ne. Ne bi. Ja. Ker so na istem nivoju. Ja. Se pravi, bolj se najdeš v kreativnem procesu songwritanja, pisanja besedil in skladb, kot v nastopanju? V bistvu to je bilo takrat, potem pa 2 leti nazaj, 3 leta nazaj, zdaj sem nekako v bistvu sem dojela, da pisanje lahko bo vedno tam zame in nekim je že uspel, ampak rada bi svoj projekt tudi dala ven in se potrudila po najboljših močeh. Okay. Tako da sem si potem to ful zaželela in se osredotočila na to, na mojo glasbo. A se tvoj kreativni proces danes razlikuje od kreativnega procesa, ko si bila mlajša? V bistvu vedno bolj vem, kdo sem, vedno bolj se razvijam kot umetnica, tako da vedno bolj se razlikuje. Mislim, da sem tudi vedno lažje ustvarjati glasbo zame in bolj zabavno kot na začetku, ko ne veš čist, kakšno glasbo hočeš ustvariti. Odkje pa črpaš navdih? Je to vedno, ne vem, a je tematsko nepogojeno ali se prav osredotočiš na neko temo in si potem znotraj te teme ustvarjalna? To je nekaj, kar me zelo zanima.
V bistvu jaz črpam iz svojega življenja in iz svojih izkušenj. Okay. Tako da vedno v bistvu pišemo o tem, kaj se dogaja v mojem življenju. Na katero kolaboracijo si pa najbolj ponosna? Na katero sodelovanje? Mislim, da v zadnjem letu sem napisala album za pevca Trevor Daniela, ki je zelo velik v Ameriki. Sem bila na njegovem albumu, tako da na to sem zelo ponosna. Na to? Ja. Pa verjetno na BTS. Ja, na BTS, seveda. Ja. Ampak BTS mi ni tako pri srcu. Korejska glasba ni nekaj, kar sem si kadarkoli zamislila, da bi pisala. V bistvu to je bilo bolj nekaj, kar se je zgodilo. Aha. To je tisto, kar ima največji premik v življenju, ko se zgodi naključno. Ja. Ko se zgodi zahvaljujoč sreči. Ja. Kako pa gledaš na današnje trende v glasbi v primerjavi z trendi, ki so te navdihovali, ko si bila mlajša? Se ti zdi, da gre glasba v pravo smer? Slediš tej smeri? Ali greš včasih v svojo smer, ki ni mogoče v toku z današnjimi trendi? Meni se zdi, da gre glasba v najboljšo smer možno. Meni se zdi, da pop prihaja nazaj, sploh Y2K glasba iz 2000 do 2010 leta. Mislim, da se zdaj to bo prišlo nazaj in v to se jaz osredotočam. Jaz bi rada, moja želja trenutno je, da bi postala ena izmed glavnih umetnic v Evropi in potem šla tam naprej. Zato sem se tu pripravljala na Eurovizijo in tudi naslednje leto bi rada šla na Eurovizijo. Okay. Tako da v to smer se nekako razvijam. In ja, mislim, zelo sem v bistvu vesela za trenutne trende in ja, kam se nekako glasba razvija. Okay. Če bi naredila mi dva komad, o čem bi govoril? O Planet TV. O Planet TV. Planetih. O planetih, o kravatah. O črni barvi. O črni barvi. Kako pa gledaš na tekmovanje Eurosong, sva ga že večkrat omenila danes, ker marsikdo, vključno z menoj, tem tekmovanju ne vidi več toliko poudarka na glasbi, na sami glasbeni ustvarjalnosti, ampak bolj kot na festival nekih sporočil. Ker jaz sem mnenja, da ima glasba lahko močno sporočilo, močna sporočila in da je hkrati še vedno glasba. Ker velikokrat opažam pa samo sporočila, ne pa tudi zavita v lepo glasbo oziroma ustvarjalnost. Kako gledaš na to? Jaz mislim, da Eurovizija je platforma, ki jo v bistvu lahko uporabiš na kakršenkoli način. Mislim, da so dobri umetniki, slabši umetniki, vsak dela po svoje in ni v bistvu neke pravičnosti tam, kdo je na Euroviziji. Vsi so zelo raznoliki. Mislim pa, da je Eurovizija mogoče namenjena malo mlajši publiki trenutno, kar mene osebno zelo veseli. Jaz mislim v bistvu, da je Eurovizija na boljšem stanju zdaj kot v preteklosti. Boljše kot je bilo nekoč? Ja. Si kdaj poslušala starejše tekmovanja mogoče? Ja, okej. Imaš kakšne favorite takole? Iz katerega leta? Iz vseh let v preteklosti. Ja, Molitva, pesem Molitva. Okay. Ja. Ali pa Ruslana iz leta Dobro. 2004. Okay. Od novejših pa meni je bil Just, ki je bil diskvalificiran lani. Nizozemski ali kaj je že bil? Ja, nizozemski. Ja. Potem pa Karja, ker sva z njim zelo povezana. Sva z njim na turneji. To je tako. Ja, ča. To se tudi zabavno. In Loreen, pa tudi Baby Lasagna, ker sem zdaj tudi iz turneje z njim prišla. Tako da, ja. So turneje naporne? Ja, so, ampak jaz jih obožujem. Jaz si ne predstavljam si, če je za enem komado 30 ljudi, koliko je pa pri eni turneji, se pravi, kaj? To se tovori vse, od ekipe do scene. Ja, v bistvu jaz sem na nivoju trenutno kot umetnica, kjer si ne morem privoščiti 30 ljudi z mano. Ja. Tako da to je še bolj naporno, ker moramo 5 ljudi morajo v bistvu vse nekako narediti skupaj. Tako da moja ekipa je manjša, recimo od Baby Lasagna pa je bilo okrog 20 ljudi. Ja. Ok. Ja. Pa to je naporno, vsak dan. Ja, ampak tudi
Zelo, ne vem, meni se zdi nekaj najboljšega. Spočiti vmes. Ja, kakšne dneve imamo tudi prej, ja. Ampak vsak dan si večinoma v drugi državi. Kako pa handlaš ta, bi rekel, prisoten je adrenalin na odru, je tako? Ja. In to je doza adrenalina dnevna. Človek se mora sprostiti nekako. Ja. Ker če si skozi na adrenalinu v eni točki, po mojem samo padeš, da ne rečem izgoriš, ker to ne drugi govorijo, ampak po mojem padeš skupaj po eni točki. Ja, v bistvu turneje so večinoma razdeljene na različne dele, večinoma na 3, tako da greš po, ne vem, 10 držav in potem imaš prosto 2 tedna. Tako da ponavadi tako. Ampak meni v bistvu je veliko bolj naporno nastopati pred kamerami, recimo za Emo. Recimo zdaj? Ne zdaj, ampak če recimo Ema je bila veliko bolj tako meni naporna in veliko imaš treme, ker imaš samo eno možnost, da nastopaš in to je to. In potem bo ta video za vedno. Ja, ker je live. Ja, recimo, ko si na turneji in imaš svoje fane, v bistvu je vedno, ni bo tako vse všeč, kar boš naredil na odru. Tako da, ja, se mi zdi to bolj zabavno, kot kar pet na neki oddaji, kjer v bistvu tekmuješ. Se razume. Ja. In potem, če si odločiš, ne vem, kje si najdeš tisti košček sveta, kamor se greš spočiti? Kjerkoli je sonce, Hrvaška, Italija. Ja, kjerkoli je sonce. Španija. Ja. Lepi konci. Grčija. Grčija, Atene recimo. Atene recimo. Ampak ko ne snemaš, recimo, da ne greš v geto. Ja. Ko ne snemaš. Belo Grče, ker so bele hiše. Tako. Santorini. Santorini. Ja. Če si bila mlajša, si imela sanje gospel in te zadeve Amerika, London. Ja. Kakšne so pa tvoje želje za prihodnost v tej točki in naprej? Moja želja je, da grem na Eurovizijo naslednje leto. Tega si res najbolj želim, tako da v to smer delam. Rada bi šla čez Eurovizijo in potem prvo imela Evropo, ker večina mojih oboževalcev ali poslušalcev je v Evropi in Angliji. Tako da prvo bi rada v bistvu to izkoristila najbolj kot lahko, potem pa naprej bi šla v Ameriko in po svetu. Okay. Kaj pa tisti ultimativen cilj? Cilj mi je, da bi lahko šla na turnejo in razprodala arene. 5000 ljudi bi bil cilj. Recimo Karja po Euroviziji je... Njemu je to uspelo? Ja, ker sem bila z njim na turneji. Recimo v Londonu je bilo razprodan in je bilo 5000 ljudi. 5000 ljudi v eni dvorani? Ja. A imamo v Sloveniji sploh kjer v dvorano za 5000 ljudi? Imamo pa prostore za veselice. Ja. Mogoče pa kakšna veselica. Mogoče pa na kakšni veselici. Zelo sem vesel, da si bila današnja gostja. Hvala. Želim ti res srečo naslednje leto na Eurosongu in pri vseh projektih, ki jih imaš. Najbolj pa seveda trenutno z spotom za New Religion, ki se ga bomo z veseljem ogledali. Srečno. Hvala. Najlepša hvala. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.